and grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When weaving there 10,000 tears, bright shining as the sun, we have no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. V času, ko je rimski državi vladal cesar Avgust, je v galilejskem mestu Nazaret živela Marija, ki je bila zaročena z Jožefom. Tistega dne je Bog k Mariji poslal angela. Marijo je oblila nebeška svetloba in zelo se je prestrašila. Vendar ji je angel rekel: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Ne boj se, kaj ti prinašam veliko veselje. Zakaj milost si našla pri Bogu? Sveti duh bo prišel nate in rodila boš sina, ki mu daj ime Jezus. Marija se je vznemirila. Mati Božjega sina? Misli so ji begale, srce se ni in ni hotelo umiriti. Povzdignila je pogled k angelu in sprejela Gospodovo voljo. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Ave Maria,
Tiste dni je od cesarja Avgusta išlo povelje, naj se popiše v svet. Vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Na dolgo pot v mesto Betlehem sta morala tudi Jožef in Marija. Marijo, ki je bila že visoko noseča, je potovanje zelo skrbelo. Kaj, če rodi med potjo? Jožef, ki jo je tolažil, jo je posadil na oslička in odpravila sta se na dolgo pot. Utrujena od dolge poti, sta naposled prispela v mesto Betlehem. Hodila sta od hiše do hiše in iskala prenočišče. Zaman sta trkala na vrata. Niso ju sprejeli, ker so videli, da se Mariji bliža čas poroda. Napotili so ju iz mesta in obupana sta odšla dalje. Maria,
Zavetišče sta našla v hlevu nedaleč od mesta. V bližini pa so pastirji prenočevali pod milim nebom in bili na nočnih stražah pri svojih čredah. Nenadoma se je prikazal angel iz nebes. Obžaril jih je z močno svetlobo in silno so se prestrašili. Angel jim je rekel: ne bojte se, oznanjam vam veliko veselje. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil zveličar, ki je Mesija, Gospod. Prinaša vam odrešenje in mir. Pojdite torej in našli boste dete, v plenice povito in v jasli položeno. V tistem času je v Judeji vladal kralj Herod, ki je bil krut vladar. In v strahu za svoj prestol je dal umoriti svojo ženo in sorodnike. Ko je kralj Herod izvedel, da se je v Betlehemu rodil novi kralj, je dal pomoriti vse otroke stare do 2 let. To je bil kruti čas, ko se je v kraljestvu vladalo z ognjem in mečem.
In ravno v tem času se je na nebu prikazala zvezda Repatica, ki je napovedovala rojstvo novega kralja. In trije modri z vzhoda so zagledali zvezdo Repatico in šli so za njo, da se mu poklonijo. Ko je kralj Herod to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva in jih spraševal, kje naj bi bilo to dete rojeno? Odgovorili so mu, v Betlehemu. Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in jih skrbno spraševal o času, kdaj se jim je zvezda prikazala. Nato jih je poslal v Betlehem z naročilom. Pojdite in natančno poizvedite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit. Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot. In glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete.
Ko so prišli do kraja, so našli, kot jim je bilo sporočeno. V jaslih je ležalo dete, ki sta ga grela vol in osliček. Pokleknili so pred njim ter mu darovali zlata, kadila in mire. V noč se je razlegala pesem: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Sweet